Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovani učiteljski zbor, učenke in učenci, starši in ostali prisotni. Lepo vas pozdravljam na zaključni prireditvi naše šole. Še eno veselo, dinamično in marljivo šolsko leto se zaključuje. Leto, v katerem smo se veliko lepega naučili, pridobili ogromno novega znanja, prišli do številnih novih spoznanj, spletli nova in trdnejša prijateljstva, pridobili veliko novih izkušenj in popotnic za življenje. Bilo je lepo, priznamo pa, da smo zadnje dni že nestrpno pričakovali počitnice in se jih veselili. Misliš, da vsi, tudi učitelji, kaj pa ravnatelj, najbolj, da nam kar sam pove. Ja, kaj ne rečem. Seveda tudi mi, učitelji in tudi jaz osebno, kar težko čakamo dopuste. Ampak preden bojo dopusti naši prišli, bomo morali še nekaj stvari postoriti, za razliko od učencev, ki bodo jutri prejeli spričevala in bodo odšli domov. Sicer pa je to šolsko leto minilo kar hitro, skoraj prehitro bi rekel. Zame osebno je bilo tudi nekako posebno zaradi tega, ker sem po 7 letih ponovno začel učiti fiziko in ne vem, za koga je bilo težje, ali za mene, ali za učence. Upam, da bo drugo leto bolje. Sicer pa se je šolsko leto začelo zelo lepo, z otvoritvijo tele lepe športne dvorane, ki smo jo s pridom in zelo uporabljali skozi celo šolsko leto, ne samo za pouk športa, ampak tudi za različne tekmovanja in pa tudi za različne prireditve, kot je na primer današnji zaključek šole. Tako kot sta že moja dva predhodnika rekla, smo se skozi celo šolsko leto trudili, da bi predvsem pri pouku učenci dobili čim več znanja, širok pogled na svet in vse, kar se tiče lepega kulturnega obnašanja. Zato smo dobili tudi kar precej lepih povratnih informacij iz okolij, v katere so naši učenci zahajali in kar nas seveda zelo veseli. Bilo je tudi veliko projektov, veliko različnih tekmovanj, veliko uspehov na različnih področjih, kar boste videli kasneje, ko bodo učenci prejemali priznanja, in pa seveda vsega, kar prinaša šolsko življenje. Ob tej priložnosti bi se rad najprej zahvalil vam staršem. Brez vaše podpore seveda šolsko delo ni mogoče, naše delo bi bilo manj uspešno in seveda tudi slabši uspehi bi bili na tekmovanjih in na vseh ostalih zadevah. Tako da se vam zahvaljujem in priporočam tudi za dobro sodelovanje v bodoče, za dobro sodelovanje in odlično upravljeno delo. Se zahvaljujem tudi vsem učiteljem in učiteljicam in pa tudi vsem drugim delavcem šole, ki se mogoče ne vidijo tako zelo, pa so vendarle za delovanje šole izjemno pomembni. To so snažilke, kuharice, hišniki in tako naprej. Želim vam, da bi vaše dopuste in počitnice preživeli v krogu družin, najlepše, kolikor je le mogoče, si nabrali novih moči, se spočili in spočiti prišli septembra nazaj v šolo. Lepo se imejte. Zahvaljujem se gospodu ravnatelju za te besede. In kaj boš ti, Jera, počela med počitnicami?
Kam se boš odpravila? Najprej bom praznovala skupaj z našo državo. Namreč 25. junija naša država praznuje dan državnosti. Ta dan je slovenski državni praznik in dela prost dan v Republiki Sloveniji. Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. In ti, Matej, ima že kaj načrtovanega? Komaj čakam na proste dni, saj je bilo leto, ki se končuje naporno. Sodelovali smo v številnih projektih, na tečajih se udeleževali tekmovanj na različnih področjih. Dosežki na tekmovanjih so tisti, ki so nam veselje. Skozi leto smo obiskovali tudi številne interesne dejavnosti in firme predmete. Res je lepo poslušati in gledati učence, kako uživajo v nastopanju. Misliš, da so se kaj novega naučili tudi zaigrati? Jaz sem jih večkrat slišala iz glasbene učilnice, kako so se z različnimi instrumenti poigravali z notami. Misliš, da nam bodo zaigrali kakšno poletno pesnico? Pa jih povabimo na oder in se prepustimo njihovemu nastopu ter uživajmo v poletnih melodijah. Kako lepo so tole zaigrali, pa kako lepo so bili oblečeni, kot čisto pravi pirati. Tudi jaz rada plešem, posebej še poleti v poletnih oblačilih.
kako je fajn, ko se oblečemo kratke oblekice, majčke in kratke hlače ter zaplešem. Tudi naši prvošolčki radi zaplešijo. Zaplesali nam bodo na poletno pesmico. Počitnice, morje, komaj čakam, da zaplavam v njem. Pa hribi, kjer je poleti tako prijetno hladno, na svežem zraku, v neokrnjeni naravi, ali pa v brekah, kjer lahko uživam v njihovih lepotah, plavam ali skačem. Da ne pozabim na različne oblike počitnic, kjer lahko
uživaš v stvareh, ki so ti blizu. Tudi doma je lepo, ko uživaš v sveže pokošeni travi, v hladni senci, s knjigo in limonado v rokah, s prijatelji na igrišču ali se odpraviš s kolesom na slasten sladoled. Komaj, res komaj, že čakam, da se začnejo počitnice, da za nekaj časa odmislim šolske obveznosti in da začnem uživati v zasluženih počitniških radosti. Naj nam te predstavi, kako si Urh predstavlja svoje počitnice. Počitnice. 10 dolgih mesecev dela, pisanja domačih nalog, kontrolnih nalog in spraševanja, prepisovanja in branja. Končno zadnji teden junija, končno konec trpljenja, konec prepisovanja in učenja, konec potenja, začetek veselja. Pa dolgo kot in zvezkano podstrešje ostanejo pisala in ravnila in bujna domišljija. Jo mahnemo na morje, pa malo v hribe, potem še v planine in širne ravnine. Boste 2 poletna meseca dovolj? Pa menda ja, saj glave prazne niso rade, komaj čakajo jesen. Za nami je zelo uspešno šolsko leto. Učenci naše šole so sodelovali na številnih različnih tekmovanjih in natečajih, na katerih so dosegali odlične rezultate oziroma dosežke. Najuspešnejšim bomo podelili knjižne nagrade. Prosim gospoda ravnatelja, da podeli priznanja in nagrade. Učenci turističnega krožka so pod vodstvom mentorice Tanje Kupljenik in Aleša Sošnik-Škedelj prejeli srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava, zlato priznanje za najboljšo turistično nalogo in zlato priznanje za najboljšo kulturno predstavitev na stojnici na zaključni turistični tržnici ter aktivno delo na terenu pri zbiranju gradiva o Lojzetu Slaku. Priznanja so prejeli naslednji učenci: Pija Fornenci-Rezelj, Nadja Jarc, Eva Zupančič, Urban Matko, Mag Zupan, Nina Malenšak, Matevž Špilar, Ula Barkel, Tija Globokar, Lina Ovnik, Lina Ilar, Katja Štancar, Zala Bobnar, Lara Barbo, Urša Motoh in Karin Robnik. Učenci so nagrado že prejeli, priznanja pa prevzame Ula Barkel. Rok Lavrič je dobil zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast in zlato priznanje na državnem tekmovanju v prostorski predstavljivosti Matemček. Mentorica je bila Staša Hočevar-Zajec. Prejel je tudi srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole. Mentor je bil Igor Zadravec. Jan Šprogar-Genjevec je prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole. Mentor je bil Igor Zadravec. Lan Dular je prejel srebrno Vegovo priznanje. Mentorica je bila Aleša Sošnik-Škedelj. Žan-Koša Žagar je prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole. Mentor je bil Igor Zadravec.
Mateo Škupljenik je prejel srebrno Vegovo priznanje. Mentorica je bila Ana Štrbenc. Matic Cegnar je prejel srebrno Vegovo priznanje. Mentorica je bila Ana Štrbenc. Pija Fornec Jezel, Nina Malenšek, Urban Matko, Korina Pršla in Mateo Špilar so prejeli srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja angleškega jezika. Mentor je bil Klemen Kramer.